Temeljni cilj javnega zavoda mora biti, da se uresničuje program javnega interesa. Cilj gospodarske družbe pa, da ustvari dobiček. Kateri del inštitucije bo prevladoval? Po našem mnenju bosta oba invalidna. In kje je potem sinergija? Kako bodo razdeljeni sedanji kadri? Kako bodo nagrajevani? Sprašujem se, kam se bo prilivala naša plačana naročnina? Za koliko se bo zmanjšala naročnina, če bo gospodarski del inštitucije ustvaril dobiček? Oziroma, kdo bo pokrival izgubo javnega dela inštitucije? Kakšen bo vpliv gospodarskega dela na program javnega dela zavoda? Verjetno bomo naročniki prisiljeni gledati množico ekonomsko-propagandnih sporočil. Kako bodo razmejene pristojnosti in odgovornosti med obema deloma inštitucije? In ker je cilj gospodarskih družb profitabilnost, bo gospodarski del prej ali slej odločal o vsebini programov javnega dela zavoda. To so vprašanja, na katere ne dobivamo odgovorov. Poraja se nam tudi vprašanje, zakaj je potrebna 5-članska uprava, če je poprej to delo uspešno upravljal en sam človek, generalni direktor. Poraja se sum, da se želi RTV Slovenijo podrediti in kasneje tudi polastiti več interesnih skupin, ki se morajo preko uprave gledati pod prste. RTV Slovenija kot največja in najpomembnejša kulturna inštitucija v državi bo vedno bolj profitabilno usmerjena. Javni interes bo vedno bolj zapostavljen na račun zasebnega interesa. Državljanke in državljani pa bomo s prisilno plačevalno naročnino kot odjemalci elektrike podpirali novo tajkunsko zgodbo. Povratno pa bomo deležni vedno manj aktualnih oddaj, pa vedno več raznih slavospevov in prikrojenih resnic in nenazadnje tudi vedno več EPP sporočil. Ali res potrebujemo tako unikatno inštitucijo in postopno polastninjenje dosedanjega javnega zavoda? Apetiti so veliki, tako politični kot ekonomski. In temu seniori in seniorke Slovenske demokratske stranke odločno nasprotujemo. Slovenija še naprej potrebuje javno radio-televizijo, ki bo poslušalce in gledalce nepristransko informirala, izobraževala, jih kulturno obogatila ter skrbela za slovenski jezik in identiteto ter tudi za zabavo in razvedrilo. Izjava ministra Golobiča, da bo zakon poleg vsebine izboljšal tudi razvojno kapaciteto Radio-televizije Slovenija, je za nas puhla politična retorika, ki pa dobi pravi pomen za izjavo poslanke Zalokar Oražem, strankarske kolegice ministra Golobiča in ministrice Širce. Citiram: energetika ni bila prioriteta stranke zares. In vprašajmo se, ali je morda prioriteta javni zavod RTV Slovenija. Nehote se nam poraja sum, da želi vlada s hitenjem spreminjanja nekatere zakonodaje, tudi zakona o RTV Slovenija, preusmeriti pozornost javnosti od bolj bistvenih težav, ki so eksistenčno pomembne in usodne za državljane in državljanke Slovenije. Namesto, da bi se vlada prioritetno ukvarjala z ukrepi za odpravo gospodarske krize, se ukvarja z nepotrebnimi in nenujnimi spremembami zakonodaje, ki buri in vznemirja javnost. To je po našem prepričanju zares velika potrata časa. Ali zares nova politika vlade to? Za konec še to. Včeraj sem slišal na eni od radijskih postaj, da na ta dan, kot včeraj, goduje zavetnica Sveta Katarina, ki so si naši predniki priporočali za zdravo pamet. Ne bi bilo zelo narobe v tem času, če bi se tudi kdo od naših vladajočih politikov vedno znova priporočal Sveti Katarini. Seniori in seniorke Slovenske demokratske stranke, ki nas ni malo,
nas je preko 8000, se bomo množično udeležili referenduma, da glasujemo proti zakonu o RTV Slovenija.